Kateheza med današnjo redno splošno avdienco je govorila o Svetem Duhu, ki nas polni z upanjem. Papež Frančišek je dejal, da ljudje za življenje potrebujemo upanje, za upanje pa potrebujemo Svetega Duha. Pojasnil je, da bi pred prihajajočim praznikom Binkošti želel govoriti o odnosu, ki obstaja med krščanskim upanjem in Svetim Duhom. Lo spirito è il vento che ci spinge in avanti. Duh je veter, ki nas potiska naprej, ki nas ohranja na poti. Zaradi njega se čutimo romarji in tujci. Ne dovoli nam, da bi se udobno zleknili in postali sedeče ljudstvo, je dejal papež. Sveti Duh pa nam ne daje samo možnosti, da upamo, ampak da smo prav tako sejalci upanja, da smo torej tudi mi, kakor on in zahvaljujoč njemu, parakliti, torej tolažniki in branilci svojih bratov. Seminatori del speranza. Sejalci upanja, je Frančišek še enkrat ponovil in dodal, da kristjan lahko seje tudi bridkosti, zmedo, a potem ni kristjan. Dober kristjan namreč seje upanje, seje olje upanja, dišave upanja in ne kisa grenkobe in obupanosti. Blaženi kardinal Newman je v enem od svojih govorov vernikom takole rekel: poučeni svojim lastnim trpljenjem, svojo bolečino, svojimi grehi, bomo imeli misli in srce izurjene za vsako delo ljubezni do tistih, ki to potrebujejo. V skladu s svojo zmožnostjo bomo tolažniki po podobi paraklita, tolažnika, in to v vsakem smislu, ki ga ta beseda vsebuje, kot zagovorniki, pomočniki, prinašalci tolažbe. Naše besede in naši nasveti, naš način delovanja, naš glas, naš pogled bodo prijazni in pomirjujoči.